Spoštovane, spoštovani, dober večer in dobrodošli na ponovni zasaditvi osamosvojitvene lipe na mestni ploščadi in na svečanem dvigu slovenske zastave. Spoštovane in spoštovani, pred nekaj let nazaj je Društvo Moris Kočevska Reka bil iniciator akcije Dvignimo glavo, izobesimo zastavo. Od takrat Društvo Moris vsako leto apelira na župane v slovenskih občinah, da na vidno izpostavljeno mesto v občini izobesijo slovensko zastavo. Kar nekaj občin in županom se je odzvalo pobudi Dvignimo glavo, izobesimo zastavo. In tako slovenske zastave, spoštovane in spoštovani, ponosno plapolajo že marsikje v Sloveniji. Eden izmed prvih, ki se je odzval, je bil tudi kočevski župan dr. Vladimir Prebilič in verjamem, da ste jo opazili, ker že nekaj časa ponosno plapola zastava na mestnem vrhu, od danes naprej pa tudi na mestni ploščadi. No, moram, če smo že na našem koncu, povedati, da se je pobudi odzval tudi kostevski župan Ivan Črnkovič in od letošnjega junija zastava slovenska ponosno vihra tudi na Kostevskem biseru, na Kostevskem gradu. Zato, spoštovani gospod župan, vas kar vabim pred mikrofon, da spregovorite nekaj besed, lepo prosim. Spoštovane veteranke in veterani vojne za Slovenijo, spoštovani vsi prisotni in seveda predstavnike in predstavnice Slovenske vojske. Zastava je poseben kos v narekovajih blaga. Če boste pogledali zastavo, ko se dviga in ko boste spremljali športne tekme, ko bodo visoke plapolale, boste ugotovili, da se v sorazmerno majhnem koščku skriva vsa naša zgodovina. Veliko je bilo padcev, bili so pomembni vzponi in vse to simbolizira zastava. Zato je prav, da smo na njo vedno znova ponosni. Pomembno pa je, ko se pogovarjamo o naši slovenski zastavi, da je naša državotvornost Republike Slovenije utemeljena na najbolj čvrstih temeljih mednarodnega prava. Naša borba za samostojno Slovenijo je bila edina pravična in pravna vojna v sodobnem času, v sodobni vojaški zgodovini in mislim, da smo na to premalo ponosni. Čeprav jo nekateri želijo banalizirati v 10 dni, je to vojna, na katero bi morali vsi vedno znova opozarjati. Ni pomembno, koliko vasi uničite, koliko ljudi umre in koliko vojakov izgubite. Pomembno je, koliko jih ohranite pri življenju, pomembno je, kakšno domovino po vojni zapustite tistim, ki z njo upravljajo. In to, spoštovane veteranke in veterani, ste upravili z odliko. Premalo krat o tem govorimo in prav je, da se tega večkrat tudi spomnimo. Vesel sem, da je Kočevska pomembno prispevala v tem dejanju in na to smo tudi na Kočevskem ponosni. Upam, da bo pogled na zastavo na našem osrednjem trgu vedno znova, zlasti mlade, pozval k temu, da bodo razmislili, kaj so in kaj lahko še storijo za našo Slovenijo. Samo na ta način bo naša država imela tudi prihodnost.
Še enkrat hvala vsem veterankam in veteranom in srečno tebi, ljuba Slovenija. Hvala lepa gospodu županu, hvala lepa seveda spoštovane in spoštovani tudi gardni enoti Slovenske vojske za dvig zastave. Z nami pa je tudi trobilni komitet orkestra Slovenske vojske, ki nam bo zdaj eno zaigral. Hvala lepa. Lipa se kot drevo življenja pojavlja v srednji Evropi, zlasti na območju severnega Jadrana, Alp, Tater in zgornjega Podonavja, z eno besedo povsod tam, kjer so še pred Rimljani bivali Veneti ali Vendi. Sloventi ali Slovenci pa smo nedvomno najbližji ostanek nekdanjih Venetov ali Vendov s prastarim jezikom in starožitno kulturo, v katere duhovni simboliki izstopa lipa kot mistično drevo življenja, drevo zdravja, sodno drevo, drevo zmage, drevo radovitnosti in kot družabno ali plesno drevo. Seveda pa nosi največji simbol pomen povezan z nastankom slovenske državnosti lipa. Lipa, ki je bila pred 20 leti, se opravičujem, pred skoraj 30 leti na dan razglasitve neodvisnosti in državne suverenosti Republike Slovenije zasajena na Trgu Republike pred slovenskim parlamentom. Samostojnost Slovenije pa zaznamujejo tudi številne druge lipe, ki so bile takrat zasajene na vseh koncih Slovenije. Tradicija sajenja lip od posebej pomembnih dogodkih, ki vsaj po izročilu sega še v srednji vek, se torej ohranja še danes. Ne nazadnje tudi ob obiskih tujih državnikov, ki pogosto kje posadijo kakšno spominsko lipo. Osamosvojitveno lipo smo imeli tudi v Kočevju. Dolgo je kljubovala času, potem pa jo je mati narava vzela k sebi, a smo se odločili, da posadimo novo. In takrat, pred toliko leti, na dan, ko se je rojevala Slovenija, je lipo v Kočevju posadil takratni župan, dr. Mihael Petrovič. In danes je z nami in skupaj obujemo spomine. Lepo prosim. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, ne bom nikogar posebej pozdravljal, razen morda predstavnikov Slovenske vojske, ki niso vsak dan v Kočevju. Posebej pa sem vesel, da vidim tudi mladino, pa nekaj otrok. To je zagotovilo, da ne bodo ti časi pozabljeni. Zdaj po skoraj 30 letih govoriti o tem, kaj se je dogajalo pred tem časom, je malo nenavadno. Tudi jaz nisem več, kar sem bil, če se spomnite, ampak to je pač davek, ki ga plačujemo času. Torej, Slovenija je proglasila svojo neodvisnost 25. junija, proslave pa so bile 26. junija po nekem scenariju, ki ga je pripravljal takratni izvršni svet.
Tudi v Kočevju smo imeli proslavo, bila je to lepa proslava, na tem prostoru je bilo zbranih več 100 ljudi, vzdušje je bilo fantastično. Bil je običajni scenarij, se pravi recitacije, pesmi, moj govor in pa seveda tudi blagoslov tedanjega župnika, gospoda Metelka. Skratka, bil je lep dogodek in prizorišče smo zapustili v upanju, da bo Lipa dolgo ostala, to je stoletja, kot je pač za lipe, ki so dolgo trajne rastline v navadi. Zadnjič, ko sem brskal po papirjih, sem naletel tudi na svoj govor iz tistega časa in sem postal pozoren na to, kar je bilo že takrat aktualno, dva poudarka. Prvič sem poudaril, da ukolikor nas imajo na jugu, predvsem pa v Beogradu, res tako radi, kot se nam zagotavljajo, če so tako zaskrbljeni za nas, potem nam ne bodo delali na tej poti težav, ampak nam bojo voščili srečno pot in gotovo. Istočasno pa sem tudi poudaril, da se države v glavnem rojevajo v krvi. Drugo jutro, oziroma že isto noč, je bila Slovenija v vojnem stanju. Drugi poudarek je bil to, da v samostojni Sloveniji najbrž za svoje težave ne bomo mogli več dolžiti svojih južnih bratov, kot smo imeli pogosto v navadi. Mislim, da mlajši tega ne veste toliko, stari pa vedo, da je bilo za vse, kar je bilo v Sloveniji narobe, bil kriv naš jug oziroma naši južni brati. A smo se kaj spremenili? Pravzaprav še zmeraj iščemo krivce izven sebe, pa naj bo tu zdaj Evropska skupnost, NATO, pa tudi Združene države Amerike, vendar afere so na dnevnem redu, tolaži me pa to, da se isto dogaja v Avstriji, v Nemčiji, Franciji. Skratka, mi smo to, kar je Evropa in mi smo postali to, kar smo nekdaj bili, zopet pravi Evropejci. Smo jim vseh pogledih enaki. Po proslavi je vladala prava euforija, češ pa smo svojo zmago dosegli, no, čas je pokazal, da ni bilo vse glih tako. Kaj se je dogajalo z Lipo? Čas je bil zelo neprimeren za presaditev, vročina, suša, letni čas, maj za presaditev Lipe glih ni najugodnejši, zato je seveda Lipa v naslednjih dneh kazala žalostno podobo. Očitno je tudi ona čutila, da se hudi časi, kajti, kot veste, biologi danes trdijo, da rastline tudi čutijo in verjetno je vedela, kaj jo čaka v primeru, če bi mi to vojno izgubili. Zmagovalci sigurno ne bi trpeli nekega simbola, ki smo ga tukaj postavili ob osamosvojitvi. Vendar potem, ko se naši časi izboljšali, ko smo nam šlo na boljše, je šlo na boljše tudi Lipi. Razrasla se je kar veliko drevo, morda premočno, saj zato je bil veter v stanju, da je prelomil in prevrgel. Kakršna je bila, bi lahko stala več 100 let in dočakala častitljivo starost, kot recimo Lipa na Turjaku ali pa pri Novi Štifti. Žal se to ni zgodilo. Upam pa, da bo sedanja, torej njena naslednica, doživela tako prijazno usodo. Njeno življenje ni bilo ogroženo samo takrat. Tudi pozneje, ko se je razpravljalo o posodobitvi te ploščadi, so se pojavili predlogi, da je jo na poto in da je treba premakniti. To je se izzvalo določeno ogorčenje, nič določeno, kar veliko ogorčenje med tistimi, ki smo jo zagovarjali in Lipa je ostala. Žal moram ugotoviti, da tudi v vodstvu veteranske organizacije so se posamezniki kar sprijaznili s predlogom, da bi jo premaknili. To je bilo vse nedopustno, kajti tako simbolno, da je bilo samo po sebi, ki je postavljeno v taki priliki, tako da jo ni dovoljeno premikati. Takrat smo jo obranili,
Nismo jo pa obranili pred viharjem, ki je potem nekaj let pozneje, ki je že par mesecev nazaj prelomil, pač po načelu človek obrača, Bog obrne. Z ozirom na to, ker mi je bilo rečeno, da naj bom kratek in bi v naravi sam po sebi bil kratek, bom pravzaprav končal s tem. Mislim, da ste dobili eno podobo o tem, kako je lipa bila posejena, kaj se je z njo v naslednjih letih dogajalo. Vesel sem, da je sedanji župan imel polno razumevanje, zato da smo jo ponovno posadili. Imam pa samo ob koncu še eno željo. Gospod župan, morda bi lahko razmislil o tem in našli skupaj s svojimi strokovnimi sodelavci rešitev, da bi to ploščad tukaj, sam ta prostor, ki ga zdaj imenujemo mestno ploščad, poimenovali po nekem dogodku iz slovenske osamosvojitve. S tem bi ta prostor dobil še večjo simbolno vlogo. Hvala za potrpljenje. Hvala lepa takratnemu županu, enemu od upornikov z razlogom, gospodu Mihajlu Petroviču. Zdaj, če sem jaz, gospod Petrovič, razumel, predlagate, da se ploščad imenuje, ne vem, ploščad slovenske osamosvojitve, nekaj v tem smislu, ne. Hvala lepa za predlog. In hvala lepa za obujanje spominov. Torej, kdor se spomni, je v času osamosvojitve, prav na dan osamosvojitve, na Triglavu zaplapolala slovenska zastava, tako kot bo plapolala tale naša. In morebiti je prav, da naslednjo skladbo poklonimo našemu očaku Triglavu. Hvala lepa trobilnemu kvintetu Orkestra Slovenske vojske. Tako kot je gospod Petrovič že omenil, da je bila tista prva osamosvojitvena lipa blagoslovljena strani takratnega župnika, gospoda Metelka. Tako bomo tudi nocoj to novo lipo ali pa novo, staro lipo blagoslovili. Zato prosim gospoda župnika Antona Ferlinca, da opravi blagoslov. Lepo vsi pozdravljeni v imenu našega župnika, sedanjega Damjana Štiha. Naj začnem ta blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Prisluhnimo Božji besedi, ki je čisto kratka, kakor je napisal apostol Pavel svojemu učencu Timoteju. Vsaka Božja stvar je dobra in nobene ne smemo zavračati, ampak jo s hvaležnostjo sprejemati, posvečuje se namreč z Božjo besedo in z molitvijo. Tako nam pravi Božja beseda. Opravili bomo prošnje za vse potrebe, po vsaki prošnji odgovorimo, če se le da, prosimo te usliši nas. Saj bomo prosili zase, za našo občino in za domovino. Dobri Bog, prosimo te za našo občino Kočevje,
za našo domovino Slovenijo, pa tudi za ves svet. Prosimo, te usliši nas. Nebeški Oče, prosimo za ljudi v našem mestu in vseh okoliških vaseh naše kočevske občine. Prosimo, te usliši nas. Prosimo za vse, ki vodijo našo občino, da bi se še naprej uspešno trudili za njen vsestranski napredek. Prosimo, te usliši nas. Prosimo za starše, učitelje, vzgojitelje, za odgovorne v podjetjih, da bodo skrbeli za dobro razumevanje in sodelovanje v družinah, šolah, vrtcih, tovarnah in vseh različnih podjetjih. Prosimo, te usliši nas. Prosimo za otroke in mladino, da bi po dobrem zgledu nas odraslih odraščali v poštene, delovne, dobre ljudi in dobre državljane. Prosimo, te usliši nas. Živimo sredi gozdov v prelepem delu Slovenije. Naj bomo prijazni do narave, v kateri živimo. Prosimo, te usliši nas. Sprejmi te in še druge naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Pa še sam blagoslov. Vsemogočni večni Bog, vse, kar si ustvaril, je dobro in nič ni nevrednega, če hvaležno sprejmemo kot dar tvoje dobrote. Zahvaljujemo se ti za tvojo dobroto in pomoč, ki uživamo v naši ljubi domovini. Tu ob lipi, slovenskem drevesu, ob katerem plapula slovenska zastava, ki naj nas obe spominjata na osamosvojitev Slovenije, se ti priporočamo, da bomo vse dobrine narave uporabljali po tvoji volji in po svojih močeh skrbeli, da bo mladi rod ta naš svet prejel v kar najboljši kondiciji. Zato te prosimo, Gospod, blagoslovi to lipo, pa tudi vse tukaj nas zbrane, pa tudi naše gozdove, travnike, polja, vrtove in vso našo kočevsko občino v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvala lepa. Spoštovani, morebiti se kdo sprašuje, zakaj smo se pravzaprav zbrali v začetku meseca novembra. Prihaja čas izredno pomemben z odločitvami za slovensko osamosvojitev. Pa tudi primeren čas je za sajenje, ni tako vroče, kot je bilo junija leta 1991. 9. in 10. novembra, torej čez 2 dni, bomo praznovali 29 let ene izmed najpomembnejših odločitev v procesu osamosvajanja. Govorim o sestanku Demosa v Poljčah, kjer je padlo odločitev, da bo 23. decembra plebiscit o slovenski samostojnosti. In pa seveda prihaja mesec december, ne samo mesec veselja, ampak tudi spomina na prvi postroj Slovenske vojske, na postroj brigade Moris v Kočevski Reki v tistem hladnem decembrskem dnevu. Zato smo se tudi danes zbrali, spoštovane in spoštovani. Vsem skupaj se zahvaljujem, da ste bili z nami. Lipi seveda želimo, bom na palce rekel, 1000 let. Mislim, da bo dovolj, da bo rasla tukaj in vse rodove za nami spominjala na slavne osamosvojitvene dni, zastavi pa, ki je prej tako dobro zaplapolala, da bo ponosno plapolala še naprej. Hvala lepa vsem skupaj še enkrat, srečno Slovenija in Bog te živi. Lahko noč.